Gospa Minka Gantar, dober dan vam želim. Dober dan. Vi ste avtorica ideje srečnega življenja, zdravega življenja in nečesa, kar bi imenoval recimo harmonija v življenju. Ne? Tako, in ko imaš harmonijo, pa vse laufa. Potem vse laufa. V poletju je dostikrat čas takšen, da se človek lahko sebi posveti. Ne? Ko sem bil na morju, je veliko ljudi, res veliko ljudi, teklo, meditirali so, jogo so vadili. Sosedna Italijana, sta tajči vadila in na eni skali v obali sem ob jutrih, potem ko sem šel plavati, videl eno gospo, pa še eno gospo. Ena, ki je učila, druga, ki se je pa učila. Ne? In potem sem malo vprašal, je bil odgovor, poletje je čas, da si vzame človek čas zase. To pa je pomembno, ne? To pa je pomembno, ja, da se nadihamo, ker dejstvo je, da leto je potem tako dolgo in moje leto, tudi poslovno, je načeloma od septembra pa do junija. Zato, ker tudi otroci imajo tako in takrat je tempo. In čeprav je, če gledamo narava, ne pravijo po zimi počiva. Ampak dejstvo pa je, da mi ljudje, pa šolsko leto je pa le drugače naravnano. In takrat, ko je več sonca, kar pogledamo dol Dalmatince, ko je več sonca, ja, vsi rečejo, da so sami lenuhja, ne? Da več počivajo. No, in, se ni možno delati v tisti vročini. Ni možno, ne. No, in prav s tem namenom potem organiziram tudi v septembru ene take počitnice, kakšno mesto bi se še najdlo in šli bomo na Silbo in skupaj bomo zjutraj vstajali, telovadili, tibetanske vaje, kuhali bomo skupaj, ker tam ni hotela. V glavnem zvečer enega vam kitaro igra, v glavnem pel bomo in predvsem, tako sem rekla, slovo od poletja bo to, ampak tudi slovo od preteklosti. Ker je včasih treba mečkano resetirati svoje življenje, pa malo pogledati. Ja, če ga ne, sam te pa življenje prisil do tega. Gospa Minka, ta prizor, ne, mlajša gospa je duhovno vodila starejšo gospo. Sem pa pomislil, a človek sprejme nekoga za učitelja, vas sprejmejo za učiteljico? Ja, nimam nobenih težav s tem, nikdar. Zato, ker na koncu koncev vse to, kar učim, sem sama prehodila. Tako da ni nekaj, kar sem nekaj prebrala, pa se mi zdi fino, pa imam mogoče še kakšen štempelj, da sem pač doktor v tem. Štempla nimam nobenega. Ampak to, kar sem sama na svoji poti prehodila, vem, da lahko nekoga naučim, ker to znam. In eno stvar, kar je mene življenje učilo, je sigurno to, kako kombinirati hrano, glede na to, da imamo doma najšibkejši člen sladkorno bolezen. Naslednja stvar, ja, potem me je pa parkrat življenje fajno klofuto dal na osebnem področju, pa sem še na tem področju začela delati na osebni rasti, ker vsak ima priložnost, da se zateče v temo, pa da je jezen, pa da obtožuje vse okrog sebe, ali pa si rečeš, ok, to je lekcija življenja, kaj sem se naučila in potem spustiš in greš naprej in rečeš hvala za izkušnjo. Ampak to mnenje je že del rešitve. Ja. Težko je priti do tega mnenja, ne? Najlažje se je zatakniti in vsak ima priložnost, da se zatakne in ker vsi poznamo ljudi. Glejte, ljudje, ki se ukvarjajo z drugimi ljudmi, ki kažejo na vse druge, predvsem se ukvarjajo z njihovimi problemi in ponavadi jemljajo bolezen kot nekaj, kar jih je doletelo. Ne nekaj, kar so si sami pridelali s svojim negativnim razmišljanjem, ker ne nazadnje naše telo je samo zemljevid naših čustev. In ljudje, ki zbolevajo za rakom, imajo dejansko tako globoko zamero, pa žalost, pa obup, da je enostaven in potem je nekdo drug kriv. Ampak le, 3 prsti kažejo nazaj. In se pravi, večji del odgovornosti vedno na naši strani. Vi ste avtorica zelo uspešne odmevne knjige, tudi neverjetno prodajane, ko imajo hormoni žur. Te knjige še vedno ne razumem, čeprav jo vedno znova berem. Ne vem, zakaj je tako ogromno stvari notri. In modrosti, in recepti, in predlogi, in razlage težav. To je tako kot nek zbornik ali pa katalog. Ne? To niti ni... Ne vem sploh točno, kaj to je. To je krat 3 knjige, recimo. Lahko bi jo razdelila v 3 knjige, ampak jo nisem zaradi tega, ker vemo, da je ogromno knjig o osebni rasti, po drugi strani pa ogromno knjig
kjer so kuharski recepti. Ampak nisem želela narediti spet eno kuharico, ker to ni kuharica. To je sistem zdravega načina življenja. To je to, ja. Zdrav način življenja. Zdrav način življenja. Recimo, če mene boli rama, ni da bom zdaj nekaj vzela, da me neha boleti rama, ampak bom poiskala vzrok. Se pravi, je možno, da imam tiho vnetje, to je ena stvar, kar je fizično. Druga možnost je, da mogoče sem se nekje zataknila in da mogoče imam ne morem se gibati naprej. Se pravi, je možno, da imam čustva zadaj nekje potlačena. Aha. Če imam vnetje, pomeni, da imam verjetno jezo. Se pravi, se bom morala mečkrat še vprašati, kaj me pa toliko močno jezi in mogoče koga bi želela na gobec. Se pravi, vse te zadeve so kompleksne in ni samo ena rešitev, da lahko rečem, vzem aspirin pa bo dobro. Ker ni to rešitev, to je samo nekaj, kar utiša to, da nič ne slišiš. Ampak vi povezujete in hrano, in težave, in zdravje, in duhovnost. Ne? To je izredno kompleksno reševanje problemov. In to je edino pametno reševanje problemov, ker ko imamo težave, no in zdaj, ko pišem novo knjigo, grem še širše. No, ne bova govorila čez nekaj minut, prav? Ker dejstvo je, da mi smo skupek, se pravi, celice, ampak celice dokazano je, da se odzivajo na naše misli in čustva. To je kvantna fizika dokazala. Tudi Einstein že govoril o tem, ampak večji del od nas ga niti ne razumemo, kar je rekel, da čas je relativen. Kaj že to sploh pomeni? Po pravici povedano, nimam pojma. To je tisto nedeljsko kosilo ob 12, pa ga potem ob 4 ješ, ne? No, recimo, da je to. Moja sogovornica je gospa Minka Gantar. Še je z nami gospa Minka Gantar. Ogromno vprašanj imamo za vas, mislim, da bo danes časa zmanjkalo. Tale knjiga ima že na prvi strani kar nekaj naslovov. Ne? Če pogledam, recimo, hormon neprestane lakote, to včasih se mi zelo razširi in tako naprej, ampak recimo ščitnični hormon, ščitnica torej. To, ki je zakompliciran, da je še težko izgovoriti. Ja, ampak to ni samo za ženske. Seveda ne, se imamo moški imate ravno tako, imate ščitnico. Ampak vedno slišimo, da imajo ženske ščitnico težava. Ja, zato, ker smo bolj čustvene. In še ena stvar, ženske, recimo, če jaz zdaj mojo vzgojo gledam, jaz sem bila vzgojena, sevških hribov sem doma in je bilo zmerom, bo tih pa potrp. Sploh to so bile modrosti mojega očeta. Če se boš poročila in boš prišla v hišo moževih staršev, bo tih pa potrp, zato da bo pri hiši mir. In pač logično sem vzela to za sveto in ko si dolg časa tih pa potrpiš, pa požiraš, enkrat ne zmoreš več. Pač vsak kompostnik je enkrat poln. In ko je poln, začne smrdeti, ne? In dejansko tukaj, če mi želimo ta del, da te že stiska nekaj toliko močno za vrat, se moraš vprašati, kater odnos te duši, druga stvar pa, kdo ti je dal program, da moraš biti tiho in potrpeti. Ali pa mogoče, kot otrok so ti govorili, ti si otrok, bo tih. Niso ti dali možnosti izražanja. No in ta del je možnost izražanja. In ko se ljudem začnejo težave s ščitnico, dejansko ščitnica je pa komandant vseh hormonskih stanj v telesu. Vse se zmeša, od prve stvari do zadnje. Če si predstavljamo to z računalnikom, to je tako kot nadzorna plošča, ko enostavno, kot bi vse šlo po svoje. Ali pa tukaj mešalna miza, ko začne enostavno vse delati po svoje in 5 musk naenkrat špila. Ni v redu. Zato kako se tega rešimo? Prva stvar je potrebno sčistiti strupe. Strupe dobimo od sevanja do zalivk, amalgamskih zalivk, do vseh sredstev proti potenju, vsebujejo aluminij in aluminij... Sprej tudi, ali kako mislite? Tudi se pogledamo na deklaracijo. Najboljše uporabljati, če imamo že težave s ščitnico in nasplošno zastrupljenostjo telesa, najbolj enostavna zadeva je soda bikarbona. Enostavno, mečke naloje, sodo bikarbono pod pazduho in nimaš nobenega vonja. To je naravna zadeva. Minka Gantar, knjiga je, ko imajo hormoni žur. Ampak je pa še ena, ne? Ja, zdaj. V cloudu, recimo. Tako, pripravljam novo knjigo, naslova še ne bom povedala, ampak je spet žur. Ja.
In v glavnem ta knjiga, ki zdaj nastaja, moram reči, da imam že več kot polovico napisano. Bo srečno življenje naslov. Ne bo. Ne bo. Ne bo. Ne še srečno življenje. Je, poglavje je srečno življenje, ampak v glavnem govorim o tem. Recimo, kaj sem se spraševala. Če obstaja sistem dekodiranja, reprogramiranja podzavesti, in tukaj to sem tudi upisala v knjigi, ko imajo hormoni žur na strani 6, se pravi, vam bom točno povedala, na strani 49 je sistem zdravilnega kodeksa. Ampak to je zelo počasi, traja 3 tedne, preden eno težavo odstraniš. Recimo včeraj me je ena gospa klicala in rekla, da sem težave in strah imam v sebi. Nekaj imam v sebi, vsega se bojim. In zdaj, odkje je ona naložila strah? Mogoče v otroštvu, mogoče ga je podedovala, mogoče se je v njeni družini nekaj med prvo, drugo svetovno vojno dogajalo. Mogoče je njena duša prinesla s sabo nek program, ki ga ima za dekodirati. In moje vprašanje je bilo, a obstaja hitrejši način, da naredim takole, pa se dekodiram? Se to ni možno. Je. V glavnem, to sem zdaj v novi knjigi že opisujem, ker pogledajte, če gledamo, če vzamem, si predstavljate v pradobi, kako so delali ogenj. Takole, ne, s palčko. In to je trajalo celo večnost, da so užgali ta ogenj. No, zdaj pa dejansko moje vprašanje pa je, danes vemo, da pržgeš ogenj takole. Firecajh pa je narejen. In dejansko sem pogruntala hitrejšo zadevo. Ja, moški imamo tole, to gesto. Ja, to je pa utapljanje. To je utapljanje, ni rešitev. No, za vse poslušalce to pomeni, da greš v gostilno, pa če enega daš na zob, ali pa 2 toliko časa, da prime, da se ubiješ. Ampak to ni rešitev, to je beg. In ne govorimo o begu, govorimo o rešitvah. No, in dejstvo je, da, no, vmes so pa pol še nastale karte prehodov v novo dobo. Ki so prekrasne v resnici. Že tako bi jih človek imel, tudi če jih ne bi uporabljal. Ne? In jaz jih uporabljam vsako jutro. In vsako jutro se zahvalim svetlim silam za podporo. In vsako jutro rečem, no, da vidim stvarstvo, kaj mi danes sporočaš. In danes sem dobila karto božanska podpora. In ja, zakaj pa ne, na koncu ni lažje živeti, če imaš neko podporo. No, zdaj pa, Franci bo pa zdaj potegnil za vas, poslušalke in poslušalci, da vidva, kaj pa za vas danes sporoča. Super. Bogastvo. Ja, plača bo. Plača bo. Ali blaže? Ali pa blaže. V glavnem, bogastvo priteka k meni v slapovih obilja. To je, da si naravnan na frekvenco obilja. Tukaj je slab savica. Aha, pa je bi res podoben. Je. In potem je naprej molitev. Stvarnik pomnoži vse v skladu s svojim bogastvom in svojo slavo. Napolnjen sem z bogatstvi neskončnega. Za vse moje potrebe je poskrbljeno sedaj in do konca mojih dni. Denar je božanska snov, ker je vse iz enega duha. Snov in duh sta eno. Denar priteka k meni z veseljem in v neskončnem toku. Bogato sem plačana za svoje delo. Kar pomeni, srečnega življenja ni brez duhovnega življenja. Ja, tudi. Zato, ker dejstvo je, da če si naravnan na pomankanje, na temo, na česa ni, si ne moreš dobro živeti. Vinka Gantar, imate še kakšno povabilo ob koncu? Zdaj ta trenutek sem doma, pa pišem knjigo in delam res samo tisto, kar je najbolj nujno. Tako da v jeseni se potem seveda začnejo predavanja. Recimo v septembru imam na obrtni zbornici v Škofji Loki predavanje, tako da to je odprtega tipa predavanje. Tudi menim se za nekaj z različnimi podjetji za predavanja. Drugač pa na spletni strani srečnoživljenje.com, tam lahko najdete več informacij in predvsem sama organiziram tudi predavanja. Sam zdaj, dokler ne nastane knjiga, ne delam nič drugega, kot pišem knjigo. Zdaj bom pa jaz še za konec za še eno karto potegnila, da vidva. Vera. Dvojno tveganje. No, ni dvojno tveganje. Vera, vse je tako, kot je prav. Miren sem, neskončnemu meni ne more spodleteti. In zdaj vam preberem naprej še iz knjižice. Vse je tako, kot je prav. Mojemu življenju vladata red in mir. Mojega duha prežema brezpogojna ljubezen. Na vseh področjih me vodi božanska inteligenca. Življenje me ljubi.
Moja sogovornica je bila gospa Minka Gantar. Srečno življenje, vkliknete na svetovno medmrežje ali pa planetarno medmrežje, pa dobite njeno spletno stran. Knjiga se imenuje Ko imajo hormoni žur. Minka Gantar, hvala vam. Hvala za povabilo.